Ljubomir Mihajlovski. Popeljal bi te na pot po vesolju, da bi bila ob meni pri zvezdni mizi, kjer bi nama s trenutkom večnosti postregla dva zmaja. Pri mizi pa bi goreli dve supernovi, jaz in ti. Polna bova beline Mlečne ceste, ki bo prižigala ogenj strasti v najinih očeh in srcih. Celjsko literarno društvo letos praznuje 20 let delovanja in je verjetno najbolj aktivno in vsebinsko najširše literarno društvo v Sloveniji. Dr. Zoran Pevec, profesor Metka Hojnik-Verdel in profesor Ivan Janez Domitrović so omogočili zdajšnjemu predsedniku Bojanu Ekscelenskemu, torej meni, uspešno nadaljevanje začrtane poti razvoja lepe besede in ljubiteljske kulture. Izredno dragoceno je sodelovanje z Glasbeno šolo Celje, saj njeni učenci in dijaki z mentorji odlično dopolnjujejo naše literarne prireditve. Zanimiv je projekt Mlada literatura, ki se izvaja na osnovni šoli Lava Celje. Učenci višjih razredov osnovne šole se na mešanih mesečnih delavnicah spoznavajo z pisanjem objavljive proze. Ta namen je nastal priročnik Mlada literatura. Društvo se je razširilo na vsa področja literarnega ustvarjanja. Posebej zadnjo leto je bilo tudi za nas zaradi epidemije velik izziv, ki se ga nismo ustrašili, temveč smo našli nove poti literarnega ustvarjanja s pisateljskimi izzivi. V senci epidemije smo izvedli tudi FanFest in redno izdajali Vsesledje in Supernovo, ki sta dobili tudi elektronsko verzijo. Ker smo preživeli ta zahtevni čas, ni strahu za našo prihodnost. Naše vodilo je preprosto. Ni pomemben literarni žanr ali vrsta literatura, temveč je pomembno ustvarjanje lepe besede. Naj povem nekaj besed o naših revijah, edinstvenem literarnem festivalu FanFest in letos izdani knjigi. To so pač sadovi naše lepe besede. Vsesledje je začelo svoj obstoj na precej partizanski način pred 20 leti v obliki ročno spetih listov, kopiranih na ciklostilu. Skozi leta se je revija vztrajno izboljševala in vsebinsko bogatila. Danes je to vrhunska revija za literaturo in kulturo. V njej so pokrite vse literarne zvrsti, vsi žanri in v njej so prostor našli tudi nekateri tuji avtorji. V zadnjih letih je revija poznana že na prvi pogled zaradi naslovnic uveljavljenega ilustratorja Borja Zupančiča. Konkretno je to, ker je leto Dostojevskega, pač ruski pisatelj Dostojevski. Ves čas obstoja je njen urednik dr. Zoran Pevec. Supernova je edina revija za fantazijsko književnost v Sloveniji. Ne, tukaj ne gre za nekaj lahkotnega za mladino in otroke, temveč za resno publikacijo, namenjeno tudi zahtevnemu bralstvu. Letos je v znamenju 5 let izhajanja. Že od prve številke, tole je bilo bolj še bolj po domače, uveljavljajo nagrajeni domači in tuji avtorji, ki pač z nami delijo svoje zgodbe. Revija ves čas predstavlja različne izzive in se z vsebino tankočutno odziva na aktualne družbene in socialne razmere. Supernova je pomemben motor razvoja slovenske fantastike, saj je edina specializirana revija namenjena predvsem razvoju domače fantastike, ki se počasi prebija iz kotov zanemarjanja. Urednik je Bojan Ekscelenski. FanFest. FanFest je edini slovenski festival fantazije, predvsem fantazijske književnosti. Letos je bila navkljub zahtevnim razmeram že 5. izvedba. Festival je bil znova za mednarodno udeležbo. Udeležili so se ga poleg domačih gostov še gosti iz Srbije, Črne Gore in Hrvaške. Osrednji dogodek je bilo predavanje profesorja dr. Zorana Živkoviča, Dostojevski in fantastika.
Na festivalu so tudi delavnice in predstavitve v knjigarni in antikvariatu Antika in Celjski kulturnici. Velik del festivalskih aktivnosti je namenjenih mednarodnemu sodelovanju in literarnim izmenjavam, saj se s tem bogati tudi slovenska književna krajina. Vsak festival prinese tudi festivalski literarni razpis. Vsem tem na spletni strani Celjskega literarnega društva in Funfesta cld.si in funfest.si. Celjsko literarno društvo pa prireja tudi različne literarne delavnice in lani smo začeli z delavnico od neandertalske grobnice mimo Celjskega stropa po drugačni poti zgodovine. Mentor Matej Kranjc je udeležencem predstavil drugačen način pesniškega ustvarjanja. Rdeča nit delavnic, ki so se odvijale preko YouTubea, tudi v času najtežjega zaprtja, je zgodovina Celja, a na drugačen način. Poigrali smo se z zgodovinskimi resnicami in malce premešali karte časa. Končni izdelek delavnice, ki je nastajala tudi v najtemnejših časih zaprtja kulture, je učbenik s pesniško zbirko od neandertalske grobnice mimo Celjskega stropa po drugačni poti zgodovine. Ker se vsega ne da narediti na etični pogon, se zahvaljujem vsem, ki finančno podpirajo naše napore za lepše življenje, lepe besede. To so Mestna občina Celje, JSKD, ZKD Celje, Cinkarna Celje in knjigarna in antikvariat Antika. Vsem res najlepša hvala. Predstavljam odlomek zbirke Vilindar Andreja Ivanuše. Izza sedmerih voda, izza deveterih gora, daleč tam v beli megleni čudežni bajki, čez zlate cvetne poljane, kjer domuje nora, zadaj za gozdom, kjer zlobni bivajo pajki. Tam našel boš Vilindar mesto, skrito in bajno. Ulice, gozdne poti, hiše, drevesa. Vse je sijajno. Oglej se tam, najdi duše mir po svoji veliki hajki. Poti vse zavite vodijo na tisočero stran. Žuborenje hladne vode tvoje misli razprši. Vsakomur zdi se, da tam preminil je van. Topel vetrič jezera spominčic ti lase mrši. Stopi v zeleni gaj, stopi v mesto Vilindar. Čas počiva, le tukaj neizprosen ni vladar. Le mir in sreča med listjem sonce se blešči. Mesto v zori časa postavile so nežne vile. To bajno mesto, dolgo tam je bil njih dom. Danes več nihče ne ve, čemu so ga pustile. Umrljivim podarile so mesto, svetlobe prelom. Gaj ne mara za utrujene glave in vojne meče. Mesto magično ne mara poraza ali bojne sreče. Tam si miren, zadovoljen in varen pred zlom. Stara drevesa kvišku stegujejo skrivenčene roke, tiho prepevajo stare pesnitve in bajke drevesne. Ko prosojne vile nežno so pestovale svoje otroke in ponosni vilinci so pesmi piskali na piščali lesne. Ko veter zamaje vrhove, utožna žalostinka se sliši, ker ni več vilincev, niti vil prosojnih v drevesni hiši. Vse tako prazne so in puste, vse hiše, leve in desne. Izvoli, Andrej. Ja. Hvala lepa. Vilindar je mitološka pesnitev. Temelji na slovenski mitologiji. Dobro, vsi poznamo slovansko mitologijo. Vendar dr. Šmitek je z svojo doktorsko disertacijo pokazal, da imamo Slovenci izredno bogato lastno mitologijo, ki je nima nihče drug v slovanskem svetu in seveda tudi ne kjerkoli na zahodu. In ena od misli, ko sem začel pisati to pesnitev, če je lahko Tolkien napisal Gospodarja prstana na podlagi nordijske mitologije, potem tudi jaz lahko napišem zgodbo na podlagi nordijske mitologije. Vendar pri tem se mi je porodila ideja, da bi mogoče to lahko predstavil v obliki pesnitve, tako kot so stari bardi nekoč
pripovedovali zgodbe ljudem, ker si jih je bilo težko zapomniti, je bilo lažje, če so bile napisane v nekem ritmu in v nekih verzih. In na koncu je nastala 90 kitic dolga pesnitev, kjer so v njej seveda junaki ljudje, kot zaščitniki bogov in seveda vsi mogoči demoni, ki skušajo tem bogovom škoditi, ker bogovom neposredno ne morejo, pač škodijo ljudem. Kakorkoli že, zgodba se zaplete in razplete, nekatere stvari so prikazane prav presenetljivo. Druga stvar, kar je še potem tudi pomembno, je, da sem našel še enega dobrega ilustratorja, tu z Celjskega, ki je celo zadevo izredno lepo in mitološko ilustriral. Ampak seveda Vilindar je samo ena izmed mojih knjig. Doslej sem jih napisal 12. Prva, ki je začela pravzaprav to potovanje, so bila tale čudovita potovanja zajca Rona, ki govori o 5 živalskih prijateljih, ki jim zlobna Pehtrunija ugrabi prijatelji in jih zapre v rudnike, kjer morajo kopati zlato in diamante. No, oni se pa odločijo, da bodo rešili te prijatelje in seveda reševanje se zaplete in potovati morajo na 4 strani sveta in po vsej čudežni deželi, da zadevo uredijo. Ta zadnja knjiga, ki sem jo izdal, so pa tile lešnikarji. Lešnikarji so pa veliki za en človeški palec. Nič večji niso in vsaka deževna kaplja bi jih lahko podrla na tla. Ampak oni so čvrsti in se ne dajo. V tej knjigi so opisane 4 zgodbe. In sicer prva je, kako so nabirali borovnice, druga govori o tem, kako so postavili vegasto hišo, tretja govori o tem, kako je vsa vas, iz katerega so lesničje, skoraj odšla po gobe, in četrta, znamenita ribja pojedina. Ta je bila tako znamenita, da se je o njej govorilo po vsej deželi lešnikarjev, vsi pesniki so pisali pesmi na njeno, v njeno čast, no in našel se je celo en pisatelj, ki je zapisal vse te zgodbe. Ne. To se pravi moja malenkost. Knjige zajca Rona in lešnikarji so primerni nekje za otroke prve triade, medtem ko Vilindar pa za starejše. No, Mateja, zdaj si pa še ti na vrsti za svojo knjižno, bi rekel, pisanko. Namreč ona piše knjižne pisanice. Ki mi jih pomagajo ustvarjati ilustratorke. Ja. Ja, moja prvo, ki jo bom danes predstavila, sicer druga izdana knjiga, je tale Frčafela in hmelj. In se začne takole. Nekoč, že davno, je živela ena mala frčafela, ki nikoli ni zaspala. Sanjati pa sploh ni znala. Že v zibki je čebljala, vriskala in se smejala. Vse noči je prebedela. Prav vse dni je prenorela. Mami, ati, tete, strici, še celo pestunja Mici niso mogli umiriti. Tudi če so jo poriti, je le malo zajokala in takoj naprej divjala. Ja, takole se začne tale pravljica v rimah o frčafeli in hmelju. Glavna junakinja Frčafela ne more spati in preizkuša vse možne načine uspavanja. Od štetja ovč do zdravega življenja. Čisto nič ne pomaga, dokler na sprehodu ne zatava na polje hmelja, kjer pa se začne povsem nova dogodivščina, skozi katero spozna zdravilne lastnosti hmelja, kako so hmelj obirali včasih naših babic in dedkov in tudi nekatere starinske izraze povezane z življenjem v tistem času. Tudi izraz frčafela je star izraz iz Spodnje Savinjske doline in pomeni deklico, ki ne more biti pri miru, ampak neprestano frči naokrog, tako kot čebela. V pravljici nastopajo tudi vile z gozdnika in zmaj z mrzlice, ki so pa povzeti po ljudskih pripovedkah. Poštenost, prijaznost in pridno delo pa seveda vodijo do srečnega konca. Slikanico je v te čudovite odtenke zelene oddela nadarjena Laura Ličer.
jadraš nove dni. Z roko trdno na krminu prevetriš vsak orkan. Z vetrom jadrih pluješ iz enega v drug pristan. Tudi če te kdaj zanese, zvezde kažejo ti pot. Polno novih dogodivščin, kjer so napake, a ni zmot. Ko razburkano je morje, ko veter ti lase maši, s sabo nosi staro misel. Voda vedno se umiri. Voda vedno se umiri. Ob spremljavi kitare je zapela prijateljica Neja Guzelj, ki me je ob izdaji prve pesniške zbirke presenetila z uglasbitvijo mojih pesmi. Tale pesniška zbirka Pisan svet v poezijo ujet je točno to. Je izbor pesmic, ki so nastajale skozi različna obdobja in na različnih koncih sveta. So dogodki, ki so se ujeli v meni in se zlili na plano skozi prizmo optimizma. Namenjena je tako osnovnošolcem, kot tudi vsem, ki v vsakdanjem življenju vidijo kapljice sreče in upanja. To zbirko sta v pisane barve odeli Laura Ličer in Katja Škorjanc. Ker sem danes v moški družbi, bom za pokušino zbirke prebrala pesem posvečeno očetovstvu. Ko star si 30 in nekaj, življenje je en sam, zato. Otrok tvoj te izprašuje, kaj je bilo, kaj je in bo. Zdaj si velik in odrasel, vendar si nekaj šol končal. Je res težko odgovoriti tako, da bo lepo in prav? In se trudiš in razlagaš, iz glave vleče šolske dni, ko so drugi te učili vse tisto, kar naj vedel bi. Pol stvari si že pozabil, marsikaj več ne velja. Tvoja hči pa pričakuje, da ati vse ve in vse zna. Če slučajno kdaj obupaš, tiho dahneš. Res ne vem. Je vik in krik. Zakaj? Povej mi! Kakor zlajnan star refren, zakaj je to? Zakaj je tisto? Zakaj sem tukaj? Zakaj si tam? Ni dovolj. Je res premalo, ta tvoj zato. Je pač zaman. Kadar se zares potrudiš, do pičice vse razložiš, si oddahneš vse prehitro, takoj en nov, zakaj, dobiš. Ko tvoj zakaj zvečer utihne, obraz nasmešek krasi. In ti si srečen, da je tukaj, da novih te stvari uči. Bravo, očetje. Evo smo dobili pisano priznanje. No, zdaj imamo pa predstavitev, kratko predstavitev, to je ključni pridevnik tu, nekaterih knjig članic in članov Celjskega literarnega društva. Najprej 3 pesniške zbirke Aljoša Peperka. To je tudi ena taka vrsta, svojevrstna pisanica, namreč ta je namenjena bolj starejši publiki. Tukaj je v bistvu, temu bi rekel, mešano meso, tu so različne pesme iz njegovih prejšnjih pesniških zbirk kot neki zbor, zato je tudi naslov zgovoren Nov krog, pač te pesmi tečejo nov krog.
in pesmi za mlade. To so glavnem pesmi, ki govorijo o ljubezni, hrepenenju in predvsem imajo pozitivna sporočila. Naslednja je avtorica Barbara Ribič Jelen, ki je spisala zelo nenavaden roman. To je kriminalka, ki pa ni čist navadna kriminalka, zato ker ima elemente nadnaravnega. Temu inšpektorju Vezjaku namreč se pri preiskavi nenavadnih smrti začnejo dogajati čudne stvari. Kako pa je najboljše, da si bralci sami to odkrijete z branjem knjige. Pol je še naš Matej Kranjc, ta vsako leto izda kar nekaj tega, razno raznih knjig, je tudi kantavtor, uglasbi svoje in tudi tuje pesmi in ima en poseben slog pisanja. Tukaj se imaš vedno fajn, ko to bereš, karkoli od Mateja Kranjca. Potem imamo našo Nušo Ilovar, najpomembnejša pač knjiga zadnjega časa je Robovi življenja, kjer v bistvu gre do nekih robov življenja. Dobesedno tako je naslov knjige in ta knjiga je bila po izboru revije Mentor najboljša samozaložniška knjiga v kategoriji pesniških zbirk za leto 2019. Potem je tukaj še Vihravnovo ravnovesje, tudi izredno lepa knjiga z lepo vsebino in še 5 brezčasja. Isto pač pesniška zbirka, ki v bistvu vsakemu nekaj sporoči, natanko tisto, kar potrebuješ. Potem imamo še Renato Cigler Gandolfo, Zgužvane pravljice, ki jih je tudi ilustrirala Laura Ličar. So pa to pravljice, ki so dobesedno zgužvanje. Zdaj pa bi predajaš besedo meni. Evo, nadaljujem z eno kratko zgodbico Bojana Ekscelenskega, Odsev v 7 jezerih. Težko sem dihal pod težo padala. Zaradi vetrov sem se moral potruditi na vrh, da sem si lahko privoščil enega najlepših padalskih skokov na svetu. Od nikjer ne doživiš takšnega fantastičnega razgleda na tista čudovita jezera v naročju ostrih vrhov. Na zemljevidu piše 7 jezera, čeprav jih je v resnici nekaj več, a tista brezimna so samo majhne luže. Bojan, počakaj, kam hitiš? Me je klical prijatelj Miha. Njemu je bil to prvi skok z najvišjega vrha velikega Špičja. Razumel sem njegovo obotavljanje. Obrnil sem se. Kako to, da ne stokam, čeprav nosim vamp prašiča? Očitno ni vse v vitkem stasu. Pohiti malo, če hočeš zaužiti najlepši razgled na svetu. Ti gre skoraj vsak dan sem gor, a jaz sem tukaj prvič. Zarežal sem se. Zaslišal sem njegov zlovoljni izdih. Na vrhu sem sedel na rob in ga čakal. Končno je prisopihal. Njegovo dihanje je prav zoprno odmevalo. Dvignil sem se na noge. Greva, si pripravljen? Seveda, je veselo odvrnil in očarano opazoval čudovito obarvano pokrajino. Pognala sva se v globino. Začutil sem sunek odprtja padala. Užival sem v razgledu. Posebej navdušen sem bil nad odsevom veličastnih Saturnovih obročev na metanski gladini 7 jezer. To je en tak uvod v moje pisanje.
Zdaj bi lahko rekel, da sem kar dovolj aktiven, v bistvu tudi imam precej, bom zopet uporabil besedo pisano, kot pisan nabor. 2 leti nazaj sem izdal To se lahko zgodi tudi vam ali pa tudi ne. To je zbirka kratkih zgodb, obilje satire, zafrkancije, ampak tudi bridke kritike časa, kjer smo se znašli. Celo nek namig, da se nam lahko tudi kaj takega zgodi, ko se nam zdaj je noter. Potem je nastala novela Zadnji, Virus bo izbral, namreč to ni, sicer je bilo izdano lani na začetku leta, ampak to je bilo napisano leta 2018 in 2019. Namreč, ampak zanimivo, namreč tukaj govori zgodbo o virusu, ki so ga ameriški rasisti ustvarili, da bi iztrebili vse, ki niso točno določene barve kože in narodnosti, na koncu pa Kitajci rešujejo zadevo. Seveda je konec, tako se pri meni spodobi, v zadnjem stavku. Potem je tukaj prvi mozaik roman v Sloveniji, Usode na kredit. Če obstaja neka institucija, ki nam daje določeno usodo na kredit. Tukaj je 7 zgodb, kjer so posamezni liki krožijo, eni so stalni, enkrat so glavni, enkrat so stranski, na koncu pa se vse skupaj v zadnji zgodbi vse niti staknejo v eno tako pletenje usode. Pol moram tudi spregovoriti o svojem v bistvu največjem knjižnem projektu, fantazijskem epu Vitezi in čarovniki, ki se dogaja v našem in tujem svetu. Tole je lansko leto izdana 3. del osrednje sage Vladavina Indigo otrok. En del se dogaja v Sloveniji, Angliji, en del v fantazijski drugotnosti. Letos sem pa izdal Strah Indigo otrok, ki je neposredno nadaljevanje Vladavine Indigo otrok. Tukaj se niti iz prejšnjih knjig nekako skupaj staknejo. Ker v prejšnjih knjigah bi pozoren bralec opazil, da se neke stvari niso dokončale čist. In tukaj se velik del tega dokonča. In se pač pelje do bombastičnega zaključka, ki bo pač v roku enih 2-3 let računam, da bo šlo. Potem še imam tudi tukaj v tem svetu Vitezi in čarovniki trilogijo v Vesoljnem carstvu. To je Evangelij iz Langvedovca 1, to je v bistvu prvi del zaključka trilogije, ki že naslovnica je že tako da malo vedeti, da je povezano z začetki krščanskega izročila. In to dejansko govori o tem, kaj pa če vse v evangelijih čista resnica. Dobesedno, res je Jezus hodil po vodi, iz nič ustvaril hrano, vse je, v bistvu je možno, ampak mora neko zunanjo pomoč pri tem dobiti. Kako in kaj pa priporočam branje. To je to. Tako da zdaj še pa pride samo zadnji glasbeni zaključek in tukaj moram tudi še se zahvaliti Mestni občini Celje in Cinkarni Celje za financiranje knjižnih projektov, mojih osebno. Hvala vsem. Naj vsak dan se dobro začne, za smehom oči iskro prižge. Nalahen bo prav vsak korak, ki v jutro nas vodi skozi mrak. Zato ko enkrat bo sonce zašlo, nam ne bo prav nič hudo. In čeprav ta dan je proč, pred nami je mirna in lahka noč. In dan v soncem obsijan, veselo vabi bo na plan.
mrak, zato ko enkrat bo sonce zašlo, nam ne bo prav nič hudo. In čeprav ta dan je proč, pred nami je mirna in lahka noč. In dan v soncem obsijan veselo vabil bo na plan. Tisto posebno sladkosnednost, našo otroško radovednost, da se učimo novih stvari in da